za uvod, preden se vključimo, tako je tudi navodilo snemalca, ampak se vseeno ne damo se obremenjevati z snemanjem. Lepo pozdravljeni, lepo, da se spet vidimo skupaj, da lahko se pogovarjamo v tem ciklusu o staranju, tudi o tem, kako je vsak dan, bolj ko se staramo, vedno večji izziv. Kakorkoli se to paradoksalno sliši, ker mislijo mladi, da so njihovi mogoče mladostni časi največji izziv, sigurno, da so, ampak tudi v starosti je veliko izzivov, ki jih je tudi možno preživeti in živeti. Kaj sem želela s tem povedati? Čeprav je o starosti lahko veliko se pogovarjamo iz različnih vidikov, se bi z vami rada danes delila misli o eni skupini starostnikov, ki je vsak dan res na novo največji izziv. Poskušala vam bom nekako predstaviti svet dementnega starostnika, kako živi, kako on to doživlja, kako nas doživlja, in predvsem bi vam rada dala ta občutek, kako smo za njih mi pomembni in kaj jim lahko dajemo in kako lahko živimo z njimi, kako jim lahko stojimo ob strani, ker večinoma ne moremo kaj dosti spremeniti pa narediti, vse v naši miselnosti, tej aktivni miselnosti, kaj bom naredila, da bo ji bolje. Predvsem to bi rada danes delila z vami. Za začetek nekaj teoretičnih mogoče misli, ampak vmes bom, če le možno, delila z vami tudi praktične primere, izkušnje, kako to mogoče izgleda, kadar takega človeka v živo srečate. Torej, beseda demenca izhaja iz latinščine, sestavljena je iz predpolne de, ki pomeni upadanje, in mens, kaj pomeni duh, razum. To pomeni nekako, rečemo lahko v dobesednem prevodu, upadanje duha oziroma razuma. Po neki mednarodni definiciji, ki v zdravstvenih in teh raznih medicinskih krogih velja, je demenca sindrom. To sindrom vedno pomeni en skupek nekega dogajanja v telesu, nikoli ni samo na enem kosu telesa lokalizirano. Demenca vedno zaobjame, čeprav samo možgane, po drugi strani pa vpliva na celo telo, je posledica kronične progresivne bolezni možganov. Veliko ljudi tega ne ve in ne razume, da se to dogaja v možganih. Z motnjami mnogih višjih možganskih funkcij, kot so spomin, mišljenje, orientacija, dojemanje, računanje. Ko vam rečejo, ko jih vprašamo, koliko so stari, me večinoma zaključijo, jaz sem letnik 20, zračunajte si sami. Ker ne vem, koliko sem stara, pa se ne želimo sramotiti. Sposobnost učenja, predvsem nekih novih stvari, ali pa naprimer nam ne novih, ampak njim čisto novih, ker so neke stvari upadle oziroma pozabili. Govor je zelo problematičen pri demenci in pa sposobnost presoje. Kaj je prav, kaj ni prav. Kaj se spodobi, kaj se ne spodobi. Kaj je pravilno obnašanje, kaj pa je rizično. Zavest praviloma ni skaljena, to pomeni, da smo pri zavesti, nekako ne moramo reči, da smo nezavestni ali pa da nismo nekako prisebni, ampak gre za te možganske funkcije. Zraven so velike spremembe čustev, čustvene kontrole, to pomeni, da lahko smo zelo jezni, lahko zelo veseli, imamo probleme z socializacijo oziroma socialnim vedenjem, v družbi se več ne obnašajo takšni ljudje, tako kot smo bili navajeni, pa tako kot se spodobi. Naenkrat grejo preko meja in takrat dobimo velikokrat stavek, moja mama je čisto drugačna, nikoli ni preklinjala, zdaj pa tako prosto, kar je zleti. To so stvari, katere upadajo oziroma zavore nekako se sprostijo.
Bistvo, da mi demenco sploh opazimo, je samo v tem, da takšni ljudje ne morejo več funkcionirati na bazi osnovnih življenjskih aktivnosti. Dober dan. In takrat mi opazimo, da enih osnovnih stvari v življenju več ne zmorejo in da je to problem. Več ne morejo biti sami doma in ne morejo živeti svoje normalno vsakodnevno življenje. Demenca zelo spremeni človeka. Po drugi strani pa se to ne zgodi kar tako, da se nekega jutra zbudimo in smo dementni. Začne se zelo počasi, zgodijo se male pozabljivosti, 3-krat gremo v trgovino, da prinesemo pravo stvar domov, kar naenkrat pozabimo štedilnik izklopiti, likalnik gori, luči gorijo, iščemo ključe cele dneve. In potem, ko pa pridejo obiski ali pa otroci na obisk, kaj naenkrat več ne vemo, kaj smo vse želeli povedati. Ene stvari začnemo govoriti, na koncu več, kaj sem že začela govoriti, ne. Takrat pač, mama, veš, govorile sva o otrocih, ne, o vnukih, točno, seveda, in potem nadaljujejo. Lahko rečemo, da tudi raztresenost, ampak kadar se tako pogovarjamo z ljudmi, lahko pa tudi smo pozorni na to in ugotovimo, zdaj pa se že malo preveč dogaja, ne, se preveč zgublja. In nekoč je en zelo znan pisatelj, tuji pisatelj, ki je verjetno tudi imel težave z demenco, je rekel, edini razumen človek, ki se obnaša razumno do mene, je moj krojač. Vsakič mi na novo vzame mero, medtem ko vsi ostali, katerim hodim, uporabljajo svoja stara merila za mene. Edino krojač vsakič na novo se zanima za moje nove mere. Nekako simbolično nam je hotel povedati, da v tej dementni situaciji, v tem procesu demence moramo vsako osebo z demenco sprejeti v tistem momentu, kakšno mero ima tisti dan, tisto uro. Kaj je bilo včeraj, je vseeno, kaj je bilo prejšnjo leto, je tudi vseeno. In če se tega držimo, potem nekako v osnovi bomo vedno ujeli ritem z osebo z demenco. Malo osnove, kaj je to, kakšne so vrste demence. Primarne oblike demence 85% in pa sekundarne oblike. Primarne so v bistvu tiste, ki so neposredno posledica možganskih poškodb in gre za neozdravljive procese. Sekundarne oblike pa so vedno posledica, demenca je posledica neke druge bolezni, kot so na primer tudi lahko sladkorna, kot so srčno-žilne bolezni. Ožilje je zelo pomembno in kadar srce, infarkt, ateroskleroza zelo napreduje, tudi možgani dobivajo premalo hrane zaradi slabega ožilja in posledično smo tudi lahko zmedeni, zgubljeni, dementni, ker hrane ne dobivajo možgani dovolj, možgani so pa zelo občutljiva roba, hitro pokvarljiva roba, vedno pravim, in so zelo občutljivi na to, če nimajo vsega dovolj. V tem smislu lahko pride do sekundarne oblike demence. Zdaj pri vseh teh oblikah lahko nekaj naredimo z zdravljenjem, zdravimo neko kronično osnovno bolezen in potem tudi blažimo oziroma preprečujemo prehiter napredek vseh teh procesov, ki jih pa spodbuja bolezen. Primarne oblike, to smo rekli tiste, ki se dogajajo v možganih, so degenerativne, vaskularne in mešane. Degenerativne govorimo o procesih, ki se dogajajo zaradi propadanja možganskih celic, vaskularne oziroma žilne. Žilne so vedno posledica slabe prekrvavitve in zaradi tega tudi kakih možganskih kapi, mikrožarišč v infarktnih, v možganih in pa, tega smo se prej pogovarjali, slabša prekrvavitev zaradi spet drugih in pa mešane. Vedno ne gre opredeliti, ali smo samo Alzheimerjeva ali je tudi malo te druge senilne oziroma vaskularne demence. Najbolj pogosta je še vedno Alzheimerjeva bolezen. 65% vsega
vseh dementnih procesov ocenjujejo, da je po Alzheimerju. Začne se lahko zelo zgodaj in tako je tudi odkril tale prvi doktor, ki se seveda po njemu tudi bolezen imenuje Alzheimer, Alois. 1906. leta je že on se ukvarjal s tem in seveda tako kot je tukaj pri obdukciji preiskal možgane, takrat 51-letne ženske, in je ugotovil ene zelo specifične, temu bi danes tako po domače rekli, ko švicarski sir, ki ima veliko lukenj. Tako izgledajo možgani pri Alzheimerjevi bolezni. Veliko je teh plak oziroma lehe, se strokovno reče, in to je možno potrditi samo posmrtno z obdukcijami. Ne. Ampak večinoma zdaj je že znanost toliko na tem področju šla naprej, da nekako že po procesu poteka demence lahko predvidevamo oziroma opredeljujejo psihiatri obstoj Alzheimerjeve bolezni, Alzheimerjeve tipa demence. Za vse te bolezni, tako kot tudi za Alzheimerjevo, je značilno pozabljanje, izgubljanje stvari, miselni tok se prekinja in izgublja. Kar je najhujše, ker se začne zelo zgodaj. Taki ljudje zelo imajo veliko težav z sprejemanjem tega stanja, tega začetka, a res, a sem že začela se tako daleč. In so sumničavi, zelo se obremenjujejo s tem, kaj ljudje razmišljajo o njih, zakaj, a me že imaš za čist norega, nekdo mi želi slabo, to je zelo problematična značilnost pri Alzheimerjevi bolezni, sploh ker so pri mlajših tudi lahko zelo začne, da so nekdo me bo zastrupil, okradel me je nekdo mi skriva stvari. In veliko ljudi tako prepričljivo vam to razlagajo in če ne raziščete, ne, raziskati pa je treba, ker lahko pa da tudi nekdo hranilno knjižico spraznil. Ne. Po drugi strani pa je treba to raziskati in po drugi strani tudi ugotovimo, ne, da so ti ljudje, imam naprimer spominjam ga gospoda, zelo znan mariborski frizerski mojster, je spraznil, ne vem, 20.000 evrov svojih prihrankov, kar tako, razdelil po Mariboru. In preden so oni vsi ugotovili, da ni več to, ampak da je zdaj pa že malo ogrožajoče, so bili otroci že v šoku, ne? In smo dobili Alzheimerjevo demenco. Ampak dokler je še nekako na zunaj izgledalo, ker ti ljudje na zunaj zelo izgledajo fit, na videz nimajo nekih velikih fizičnih sprememb, ne? V možganih pa je velika zmeda. Krajevna in časovna dezorientiranost, zelo problematična, če ne vejo, v katerem času so, če ne vejo, koliko je ura, oziroma tudi, če gledajo uro, jo ne poznajo. In takrat oni mislijo, čas tretirajo po svoje, zato jih lahko tudi, mi je policija razlagala, so našli gospo ob 2 ponoči v pidžami na tržnici, ker je želela kupiti krompir. Ona ni vedela, da je ura ponoči ob 2, imela je v sebi ta instinkt, zdaj pa je treba poskrbeti, to, da je v pižami, to še bomo posebej se pogovarjali, zakaj to pride, in je enostavno vstala in šla, ne, ker je sama bila doma, je imela občutek, da ona to življenje pelje v redu naprej. Ne. In potem so ugotovili pač, da pa zdaj pa bistveno ga lomi. Ne. Krajevna dezorientiranost se pa najhujša slika je ta, da odidejo v mesto, grejo po svojih poteh in jih enkrat ni nazaj domov. Jih ni nazaj domov in jih s policijo iščete po Mariboru in jih najdete kje utrujene, na mrzlem, ponavadi pomanjkljivo oblečene, zato ker so se pozabili obleči, v kakih copatih, ker so se pozabili preobuti in takrat nas najbolj rabijo. Ker so tudi sami zelo šokirani, kada se to prvič zgodi, se oni zelo še zavedajo, zdaj ga pa posebno lomim, zdaj ga pa res zelo lomim. Ne? In kako jaz ne najdem svoje hiše domov, po kateri sem hodil toliko časa, po teh poteh. Ne? Tu se tudi dogaja dan danes, naprimer, včasih so ljudje pač nekje stanovali in tam so vedno stanovali. Ne? Imam pa tudi gospoda, naprimer v mislih, ki pa je imel 3 naslove v Špilu, ne? Kam lahko odide. Ne? In ko je prvič odšel,
sem rekla, kje pa zdaj bi najbolj bilo ga za iskati, kje je bil doma, ne? Pa ni bil tam doma, je že vmes zamenjal naslov, tako da je bil na 3 naslovih, našli ga nismo na nobenem. Našli smo ga na 4. lokaciji, ker je iskal Mursko Soboto, ker je imel v svoji glavi čas iz svoje mladosti in je iskal tisti trg in tisto ulico, kjer je bil doma, ne. Tako da ta krajevna dezorientiranost je lahko zelo, zelo boleča, problematična in tudi tragična, ne, če se še bomo o tem pogovarjali. Kratkoročni spomin zelo peša in zato se zatekajo v preteklost. To predvsem je problem zato, ker ne vejo, kaj so jedli, vejo pa, kak je bilo v 2. svetovni vojni. Lahko bojo trdili, da že cel dan nihče nič ni skuhal, vejo pa vse, ne vem, kako so spoznali ženo, kako so se poročali, kako je bilo v službi, kje je bil šef, kako je šlo, kako smo delali in tako. Te stvari zelo, zelo obvladujejo, obvladujejo pa tega današnjega časa, ne, svežih stvari. In ker se zavedajo tega, da jih bomo spet, mi pa spet sprašujemo in smo velikokrat jih spravljamo zato v stisko s temi spraševanji in preverjanji in ker vejo, da ga bojo spet polomili in bojo spet nekaj narobe odgovorili, se izogibajo temu in se zatekajo v preteklost, ker tam je tudi praviloma jim bilo fajn, velikokrat se dobrih stvari želijo spominjati, slabe ne, in pa tam so sigurni, tam so bili v redu. Ne prepoznavajo najbližjih, to pa je potem že čisto proti koncu oziroma proti tej najtežji fazi demence. Pikova bolezen je, pikova demenca je nekaj posebnega v tem smislu, ker tudi gre, gledajte, lahko že v 40. letu, predvsem moški. Moški so na udaru, pozdravljeni, dober dan, naprej. Gre za atrofijo čelnega režnja možganov. Velike spremembe se dogajajo pri starostnikih, pri osebah v teh letih zgodnjih. Moški predvsem takrat motnje mišljenja, ne, hitra utrudljivost, spremenjena osebnost. To so taki simptomi, ki vas v bistvu ne bojo nič kaj preveč opozorili. Se vam bo pač zdelo, da se je mož malo spreminja, a ima krizo srednjih let, ali se mu kar naenkrat zdi vse brez pomena, ali pa so se malo prioritete spremenile mu v življenju, ali pa neki interesi, ali pa neke načini preživljanja časa. Mogoče se bo tudi izpade, malo se je spremenil v smislu, da je bolj svoboden, etične zavore, ne. Ni več tako pomembno, kaj ljudje o meni mislijo, jaz bom zdaj pa sem že dovolj star, da lahko sem takšni, kot sem, ne. Lahko pa gre tudi za te ravno zadeve še naprej, motnje spomina, razmišljajo drugače, hitro so utrujeni, kjerkoli bi zadremali. Problem je takrat, ko se začne motnje govora, ki se tudi lahko kažejo kot afazija, kar pomeni nesposobnost govoriti. Imajo neke besede, neke misli v glavi, ampak mi ne moremo z govorom priti nekako v njihov svet, oni pa za svojo nemostjo čisto tudi nas nekako izključijo iz tega njihovega sveta, ne moremo jim priti blizu. Zdravila ni. Zdravila ni pri nobeni od tega, kar bomo danes govorili. Vsa zdravila, ki so, zavirajo potek, to bomo zdaj povedali, pa se potem ne bomo več ukvarjali s tem. Zdravila, ki so za demenco, zavirajo proces v tem smislu. Ne vem, ravno prejšnji mesec sem zdravnika enega vprašala, koliko je to, ta Ebixa, Excelon in vse te zadeve, ki jih propagirajo, efektivno dati, ne. Sploh pri eni 90-letni gospe, ki se je pa kar zgubljala, ne, ampak na neki začetni stopnji, ne. Pa sem rekla, pa zakaj ne bi dali zdravila, a hočete reči, da ni vredno ali kaj, ker je 90 stara, je rekel, ne. Vse ni to, veste, če jaz zdaj začnem, pa bojo jedli zdravila ne vem koliko časa, bomo mogoče nazaj gledano, ko umre, bo za 4 ali do 6 mesecev manj dementna, no, tako nekako se skrajšuje tista, ne, tako da v bistvu, rekel, gledajte, pri 90-ih je škoda, da je želodec še kvarim za takšno terapijo, naj bo takšna, kot je, to, kar tudi piše v teh prospektih, kar sem jih nekaj malega še jih imam,
ne ostane takšna, kot je. Na nas je, da jo sprejemamo, pa da jo poskušamo razumeti in spremljati, ne. Naprej imamo tu degenerativne demence, kjer se dogaja, da se poleg možganov dogaja tudi kaj narobe z ostalim delom telesa. Predvsem je tu Parkinsonova bolezen, verjetno vam zelo znana. Parkinsonova bolezen zelo, lahko se hitro začne, tudi slavni razni igralci in ljudje so jo imeli. Zato je tudi toliko več se govorilo o tem. Zajema veliko, najprej izgleda kot tresenje, kasneje to napreduje, tudi za Parkinsona v bistvu ni zdravila, ta levodopa, ki jo jejo, samo malo umirja, ampak varka je v tem, da ko se telo navadi na to, ne prime več. In takrat jo sicer fajn je, da še jo dobivate, zato ker vseeno še slabše lahko, ne. Ampak v nekem to momentu Parkinsonova bolezen gre iz tega tresenja, nekontroliranega gibanja v rigidnost, v otrdelost telesa in poleg vsega tega se tudi vzporedno dogaja propad možganskih celic, kar vpliva na vsa razmišljanja, na presojo, na vse ostale življenjske aktivnosti, katere še kako rabimo, če že imamo z tako boleznijo težave, ne. Seveda nič ni čudnega, da poleg vsega tega pri Parkinsonu se tudi razvije ena depresija. S tem se tudi začne, to bom tudi kasneje vam povedala v zvezi z demenco. Prva faza je tudi velikokrat depresija, katero marsikdo zamenja, pa reče, samo malo žalostna je, ne. V bistvu pa je žalostna že zaradi tega, ker se zaveda enih določenih svojih odpadov oziroma izpadov umskih mišljenja in tako. Chorea Huntington je zelo znana tudi bolezen, zelo težka demenca, hitro napredujoča. Problem je, ker je dedna bolezen, tako da kadar ti otroci svoje starše gledajo, kako se mučijo in propadajo, velikokrat je problem, ker se sami zavedajo, da po tej poti grejo tudi oni. Tu je velika bolečina med svojci, ki se ukvarjajo s to. Tega je tudi kar nekaj. Zgleda pa tako, kot da ste čisto v napadu in pijanosti, kak dela z vami, ne? In ne morete čist nič, ker telo meče sem pa tja, možgani še nekaj, ne? Ampak kasneje niti govoriti prav ne morejo in potem še tisti trud, ne? Da bi nekaj povedali, izpade kot ne vem, neki glasovi, kar tak piskajoči, lajajoči, ne, in taki ljudje so potem tudi zelo depresivni, žalostni, ker vidijo, kam stvari grejo in kasneje so tudi po celi tej sliki demence zelo nepredvidljivi, veliko stvari lahko vam se jim zgodijo, jih ušpičijo, bomo rekli po domače, tako da ogrožajo sebe, ne, ker je motnja presoje, ne. Žilne demence so vedno posledica slabe prekrvavitve, tu smo že govorili nekaj o teh infarktih, multiinfarktna žarišča ali pa tumorje. Tumorje večinoma že tudi veliko govorijo in propagirajo, kako to izgleda, in tumorji tudi lahko, ki so neoperabilni, to pomeni, da ne morejo nam pomagati preveč več s kirurgijo in kakorkoli, za svojo raščo lahko nam okvarijo možgane, pritiskajo in tudi ni prekrvavitve, ni kisika. Kar je najbolj multiinfarktna žarišča, so včasih tako, ni neke velike kapi, ne zgodi se nič tragičnega s takim starostnikom, praviloma starostnikom, čeprav sem tudi srečala eno mlajšo gospo, ki je pa imela kakor hitro zgodna penzija, pa je skozi se nekaj dogajalo, ne. To je to, kar sem prej ravno z gospodom Hišnikom tudi debatirala, lahko nama že jutri kakšna žilica poči, ne, samo kakšna žilica, to je multiinfarktno malo žarišče, zalije določene dele možgančkov, nič kaj preveč ne bomo čutili, ne videli, mogoče nas bo celo malo glava bolela, ampak kaj hujšega ni nujno. Boste pa čutili, da vam pa ene določene stvari več ne grejo, ali pa na primer, če se to zgodi pri centrih govora, ne, je tu najbolj eskalira, takrat vidijo vsi, ne, da ne govoriš,
da ustni kot povesi celo ali pa tudi ne. To je po knjigi tak knjigi pišejo, da so te slike, samo ni vedno tako, ne. Lahko je čist nekaj malega, pa nam tudi nekaj določenih možganskih celic gre na ta račun, ne. In tako se lahko velikokrat tudi pri starih ljudeh tako malo po malo nekaj dogaja. Ljudje rečejo, še prejšnji mesec je to znala, danes je pa tu nekaj bistveno drugače, ne. Ampak veste, za vsako tako zadevo, da danes ne moreš ravno priti na CT, kaj šele na magnetno resonanco možgan, ampak samo z dobrim opazovanjem sebe in svojih, ne, lahko to opazimo, da se pa tu nekaj dogaja, ne. Da je še ena žilica šla. Simptomi demence. Tukaj bi vam pa rada čisto tako počasi šla skozi vse to, kaj se v bistvu dogaja. Motnja hranjenja. To je ena taka motnja, ljudje smo navajeni nekega dnevnega ritma, kako se prehranjujemo, kako jemo. Takšni ljudje kar naenkrat pozabijo, da so jedli zajtrk, pa jejo zajtrk ob 12, pa jejo potem, če si naredijo kosilo ali pa če jim kdo prinese, večinoma prehrana tudi je potem priprava prihrane škriplje. Potem, ko pridete na primer na obisk k taki gospe, pa rečete popoldne, kaj jaz vem, ne, a si že kaj jedla danes, ne, še nič, ker je že pozabila, da je pojedla in kosilo in zajtrk, ali pa reče, jaz sem že pojedla vse, kaj je danes možno, pa še v bistvu ni jedla nič. In s tem se ogrožajo, ampak preden to ugotovite, lahko to že kar nekaj časa traja, ne, če vam to starši na primer delajo, ne. Jaz se spomnim moje tašče, pa sem poznala stvari, pa vse, ne, ampak sem mi prinesla kosilo, pa ona v WC. Pa drugi dan pa spet v WC, pa prazne piskre zvesto oprala, pa nastavila, ne. Hvala, snaha, ne, ampak potem, kljub temu je bila suha, pa drobna, pa se mi je zdelo, pa vedno bolj neka medla, ne. Seveda, ker najprej ni htela jesti, pol je kamuflirala, da je že jedla, ne. Pol je še pozabila piti, kar je naprej problem. Hidracija je zelo pomembna pri možganskih vseh procesih, pri demenci pa najbolj. Če so taki starostniki, zdaj praviloma o starih ljudeh govorila, ampak tako kot ste videli, lahko se tudi to zgodaj zgodi, tudi pri 50. letu. Voda. Kadar dobite dementnega v svojo bližino, najprej ga dajte napojiti. Ker je čist možno, da se bo zmedenost vsaj za polovico umirila. Ali pa bo malo, kar naenkrat se bo zbudil, ne, fajn, da si prišla, ne. Kar naenkrat te pogleda čisto z drugačnimi očmi in točno veš, da si ga malo kot žejno rastlino napojil. Ker pozabijo na pitje in tudi na prehrano. Difuzni strahovi, to so strahovi, to se tako učeno sliši, ampak ni nič drugega, kot to je strah brez razloga. Enostavno imajo občutek, da se strašno se bojijo. To je strah pred ničemer, ampak vprašaš ga, a teme ali česa, kaj te skrbi, kje te kaj muči, ne. Ne, strah me je, zakleni, 5-krat preverijo vrata, okna, naenkrat imate ketne gor na hladilniku. Bojijo se, kar naenkrat se nečesa bojijo, ne. Pa ne znajo tega opisati, zakaj. Nezainteresiranost, to je ena taka značilnost, ki je tudi lahko se hitro zakamuflira, je pa v bistvu, kaj jaz vem, za neko mamo, očeta, ki je skozi imel na skrbi nekaj, ali pa skozi nekaj počel, kar naenkrat ne počne ničesar, ne ročnih del, pa ne knjige, ne bo brala knjig, pa ne bo bral časopisa, pa ne bo šel na pevske vaje, za nič mu več ni. Lahko rečemo, da je to kakšna karakterna motnja oziroma sprememba, ne, pa če rečem 70 sem star, pa sem se odločil, zdaj pa bom zaključil s tem, ne. Lahko pa smo tudi pozorni, ker lahko pa to pelje v neko zanemarjanje sebe, ne. Ker to, kar smo se že pogovarjali in na prejšnjem in na predprejšnjem srečanju, zelo pomembno je, da smo aktivni, da ohranimo, da že zdaj začnemo nekaj početi, da bomo na stara leta čim bolj fit, aktivni in da bomo s temi raznimi aktivnosti, hobiji vzdrževali svoje možganske funkcije. Kadar oni tu ugotovijo tudi, to je vedno nezainteresiranost, je tudi lahko posledica nekih neuspehov. Sem šel na kegljanje, pa nisem čist nič podaril tam, ne.
pa več nisem znal seštevati točk, naprimer pri kartanju, ne. Pa še na človek ne jezi se, ja, ona je zmagala vse, jaz pa nič, in pol imajo razloge, to pa več ne bom počel. V bistvu jim pa zelo gre za to, da so neuspešni in se izogibajo temu. Tako da vidimo, tu je en začaran krog, lahko nas to zapelje neuspešnost v nezainteresiranost, tako pa nezainteresiranost je simptom demence, ki pa potem pelje tudi v neuspešnost, ker če nekaj ne treniraš, če nekaj ne delaš, jasno, boš neuspešen. Kljub temu, da imaš demenco. Motnje koncentracije. Vsak pogovor, vsak film, branje knjige, karkoli počnemo, terja neko pozornost. In kadar pri vseh teh zadevah so starostniki zaradi demence vedno bolj spet neuspešni. Vem, kaj prepovedujete, že po očeh vidiš, da ni več pri stvari, Gospod je že nekam odplaval v mislih. Ne? Potem pa, kaj ste rekli? Ne? Veste, kaj slabo slišim? Pa slabo slišijo, ampak včasih ne poslušajo, ker ne utegnejo spremljati zadev. Ne? Film je predolgi, ker zdaj že več ne veš, kdo je komu kaj. Ne? Enkrat me je gospa, zdaj sem se spomnila, v nočni smo bili, pa zvoni telefon na oddelku, pa iz spodnjega oddelka kliče mene na zgornji oddelek. Sestra, ste vi po noči? Ja, sem. Čuj, kaj vi gledate? Kateri film vi gledate na televiziji? Ne? Pa spravim, pa čujte, zdaj gledamo tu neka ljubav, pa to, ne? Ker je bila Zagrebčanka, smo malo tako lomile hrvaščino. Pa ona rekla, pa dajte, pogledajte, ja gledam tu nešto, ubijajo se jedno prek drugo, nemam pojma, kdo je komu kdo. Kaj bi vi meni malo razložili ta film, ne? Pa sem rekla, čakajte, prijem dol, ne, gremo gledati, kaj je. Ne, seveda se nisem mogla vklopiti, če tam je bilo res nekaj, koliko vzoro, ne, v glavnem vsega je bilo, ne, in sabljali so se vse prek in gospa je najbolj na nedolžen način povedala, da ona več filma ne razume, kdo je zdaj sovražnik, kdo je pravični, niti te, ne, črno-bele razlage filma, ne. Kaj šele, treba stvari neke, gledajte, za nas je v življenju, rečemo, 3/4 stvari avtomatičnih. Zdaj že avtomatsko tudi avto vozimo, kar naenkrat smo doma, ker vemo na pamet, kako se peljemo, vse imamo že naštudirano, kako se zjutraj vstanemo, zobe, WC, obleč, cote imam tukaj, krilo je tu, bluza je tu, vse gre avtomatsko, v bistvu ne rabimo neke velike možganske aktivnosti, lahko v pol v spanju to ob 6 zjutraj opravimo. Za njih je to vse problem, zato ker je tudi koncentracija potrebna, kaj zdaj moram narediti. In pri dementnih izpade ta avtomatizem. Zato je ta naslov, vsak dan je nov izziv. Nič več ni avtomatsko, vsak dan je na novo, vse novo. Vsako jutro je vse na novo, kaj vsako jutro, čez vsako uro včasih ugotavljamo, kje so, kaj je za dilema. Ne? Občutek preobremenjenosti je normalni naslednja motnja oziroma simptom, ker je vse to narobe. Strah me je, nezainteresiran sem, nimam prav koncentracije, ne vem, kaj se dogaja, se mi zdi, da sem preobremenjena. Vse me nekaj gnjavi, vsi me nekaj hočejo od mene. Dan kar izvaja neke pritiske na mene, zdaj se zahteva od mene to, zdaj se od mene zahteva to, ne. Če se malo vživite, ne, dostikrat govorim v prvi osebi, sem zaradi tega, da čim lažje razumete, vsi bi radi nekaj od mene, pa non-stop, pa glih sem se umila, kaj pa zdaj, in ko vidite ta prestrašen pogled, kaj pa zdaj, takrat samo začnete umirjeno, vse bo v redu, gremo počasi, ker nič več ne gre hitro. Ne? In ta preobremenjenost je ravno iz tega vidika, ker zdaj naenkrat je toliko vsega, kar sem včasih z levo roko zmogla. Ne? Zdaj pa ne vem, zakaj se gre. Depresivnost je naslednja jasna posledica v prvi fazi demence, kadar se vsega tega zavedam, kadar me vse to frustrira, kadar sem vedno znova v neki stiski in v neuspešna, takrat sem tudi na začetku depresije. Takrat rabijo tudi zdravila, ker zaradi vsega tega ne zmorejo se boriti za naprej. Takrat tukaj v tej fazi velikokrat gremo s kakim antidepresivom
zdravniki to priporočajo, ker dobijo malo jih dvigne, malo dobijo elana za to, da se borijo z vsakodnevnimi situacijami. Depresivnost vodi v apatijo, to pomeni popolna ravnodušnost. To bo izgledalo kot, meni je vseeno. V bistvu mi ni vseeno, ampak sem tako žalostna, da ne bom niti vstala pa se umila. Zato, ker sem tako žalostna. Na zunaj pa izgleda veliko svojcev, naprimer sinov, hčera, kateri so najbolj prizadeti v tej sliki demence, ko to spremljajo. Glejte, niti potrudi se ne. To so stavki. Nagaja mi, nalašč noče. In zaradi tega je nastalo ta ciklus ostani z mano v starosti. Za svojce, za vse, ki ste še tako aktivni, pa še lahko vsem tem okoli pomagate, kateri že grejo tja. Proti demenci, proti staranju, proti vsem tem težavam. Ker najhujše je, če jih zapustimo v teh fazah. Zapustijo pa jih večinoma zato, ker ne vejo, zakaj se gre. In svojci, oziroma vsi, ki skrbimo za starega človeka, meni osebno je bilo vedno najlažje spremljati starostnika v tej starosti, kadar mi je nekdo to znal dobro razložiti. Zakaj je tak? Ne nagaja mi, res ne ve, kje ima čevlje, res ne ve, kam grejo z okni. Hitra utrudljivost, smo že omenjali o prepikovi demenci, je nasplošno, zgleda kot lenoba, ampak res so utrujeni. Vse terja 3-krat več energije od njih in se hitro utrudijo. Motnje spomina, to je rdeča nit skozi vse faze demence. Začne se z rahlim takim pozabljivostjo, ko imamo 1000 listkov, pa nikjer nič pametnega zapisanega, pa še vedno nič ne najdemo prav, do tistega, da več ne vemo, niti kdo so naši najbližji. In takrat je za svojce najtežja faza. Dokler se še lahko kregam z mamo, pa mi ona reče, hčera moja, ti si taka pa taka, ampak dobro, bom še nekaj komunicirala. Izkušnja moja pri spremljanju starih in njihovih svojcev je ravno v tem, da najhujša bolečina je, kadar pa otroke več ne prepoznajo, kadar mož žene ne prepozna. Po 40 letih poroke je rekla, zdaj on mene ne pozna in me nadira in me naganja iz hiše, ker sem tujka za njega. To so potem najtežje oblike motnje spomina kot takega. In takrat je tudi največ težav v zvezi z tem, kako živeti naprej. Marsikateri svojci so rekli, da takrat, ko se je nehalo to, da se poznamo, je rekla, jaz že žalujem, moje mame ni več. In veliko krat se to zgodi in to bomo v naslednjem predavanju šli globoko skozi. Težave pri prepoznavanju in razumevanju je v bistvu mišljeno kot motnje pri govoru. Oni vidijo predmet, ampak ne najdejo prave besede. In potem se začne, veš, tisto rdečo, veš, pa tam sem dala v kuhinji, veš, čist zgornja predal, tista polica, samo da ne pride, ne vem, rdeči lonček, lonček za kavo, moj najljubši lonček za kavo mi prinesi. Vse opisujejo, samo da pridejo prave besede. Včasih pa ne samo, da najdejo besedo, vidijo, kako se to imenuje, ampak ne morejo izgovoriti, to, kar smo se prej govorili o tej motnja govora v smislu oblikovanja besede. Ki imamo 3 funkcije. Mi moramo najprej prepoznati predmet, ga znati, vedeti, kako se to imenuje in potem ga tudi znati izgovoriti to besedo. To so take 3 zadeve, na teh 3 področjih govora je veliko problemov. Ampak začne se s tem, da veliko govorijo, pa ne morejo prave besede povedati, a pa nas čisto dezorientirajo za svojimi navodili, gremo čisto nekam drugam nas peljajo. In potem motnje govora v tem, da ne najdejo besed, da več ne morejo izgovoriti besed. Motena orientacija v času in prostoru, malo sem vam že nakazala o tisti tržnici.
ob 2, ko kupujemo krompir, veliko ljudi se zgubi. Takrat bodite pozorni, lahko jih opazite tudi, ko so pomanjkljivo oblečeni. Tako sem vam rekla, tudi ko se oni odpravijo, pozabijo, da se morajo preobuti, pa grejo v copatih, ponavadi zelo na neke tanke bluzice, jopice in nič kaj niso pripravljeni, ker če bi bili pripravljeni pa se oblekli, potem bi bili že orientirani, ne? Ker pa se ne znajo prav pripraviti, kaj šele oditi ven, je to problem. Čas, ura ni za njih več orientacija, ne? Eden od testov pri psihiatru je tudi, da vam pokažejo uro, pa rečejo, da narišite kazalce, kak je ura 2, ne? Ali pa 6, naprimer, 6 je čisto, ne? Bi lahko bilo zelo, zelo enostavno. In taki ljudje ne vejo niti približno, kak to bi na uri pokazali, kaj šele, da bi uro gotovo tak na steni prepoznali. In iz tega vidika je vsak dan nov izziv, ker ko se oni zjutraj zbudijo, ja, že to je problem, oni se zjutraj ne zbudijo. Oni se zbudijo ob 3 zjutraj. To je taka čarobna ura in takrat imajo oni občutek, dan se je začel. Za njega se je dan začel. In ob 6, ob 5 so že umiti, ampak to traja, ne? Ker oni se umivajo čisto kontra. Že ko pridejo v kopalnico, velikokrat ne vejo, zakaj je to vse, kaj ima v kopalnici. In naprimer v institucionalnem varstvu skrb za dementnega starostnika je ravno v tem, ko ga pripeljemo v kopalnico, to, kar bom kasneje tudi govorila, voditi ga skozi to, da se on sam uredi, ne? Pokazati mu, to je milo. Zakaj je milo? Počakamo, da odgovori. Če odgovori, z milom sem se pa vedno umivala, ja, to je to. Kaj se bi zdaj tudi mogla umiti? Malo pa ja, ne? In potem, če znajo vodo odpreti, namiliti roke, se splahniti, obrisati, je to že veliko. Ker velikokrat ne vejo, zakaj so brisače v kopalnici. Pozabijo se, namilijo se splahnejo, ne. Zgodilo se je tudi tako, da ker je imela zraven kreme za telo, pa ketonal za koleno, je zamenjala, ja. Je dala zobno pasto, je dala na koleno, tako da smo imeli koleno belo, pa gledamo, kaj pa je zdaj to, diši pa po zobni pasti, aha, Aquafresh, ja, kam pa je šel Voltaren, ne vprašajte kam, na zobno ščetko. To so stvari, katere so nam čisto normalne, njim nič več ni jasno. In take pomote se zgodijo, ne. Pa ni najhujša pomota, da se soli kava, v kuhinji se tudi stvari zgodijo, ko več ne znamo skuhati. Ko več mama, ki je tako dobro kuhala, naenkrat je vedno več pomot v kuhinji in pa tudi stvari so čudno zložene, ne. Tisto, kar bi spadalo v hladilnik, je nekje zunaj, v hladilniku boste pa našli, ne vem, enkrat je ena gospa dala hladilnik, likalnik. Likalnik je dala v hladilnik. In potem so začeli, mama, kaj pa to, kaj pa ono, to je ta dezorientacija. Nič več ni tako, kot je bilo, vse je nekaj na novo. In v tem fazi vam še enkrat polagam na dušo in na srce, ne delajo tega nalašč. Res ne obvladajo situacije. In to so najbolj enostavni znaki, kaj se zgodi, kadar se to zgodi. Pa jo pridete na obisk, pa je ob 10 še v pidžami. Ja, veš kaj, tak mi je fajn. Ko začnete malo gledati, vidite, da ni našla oblek. Pri eni gospe smo bili doma na obisku, pa ona trdila, jaz sem čisto v redu, ne. Pa mi smo pač prišli malo pogledati, ker se pa je zdelo vnukici, babi več ne obvlada, ne more biti sama, ne. Jaz pa ne morem biti z njo doma. In potem pridemo v sobo in je imela tako lepo zloženo, vse po vrstnem redu, ne. Sem rekla, vi pa imate to tako lepo zloženo, zjutraj kar vzamete, ne. Pa me je še kamuflirala, rekla, ne, to je vnukica tako nekaj zložila, brez veze, ne. Jaz sem tako vse v omari, ne. Pa seveda me ta mlada pokliče na stran, pa je rekla,
ne najde, saj sem jo že parkrat, pa sem videla, da je nerodno pred mano in sem jaz zložila. Ne. S tem, da veste, tudi če izložite po vrsti, od hlačk, nogavičk, vsega, ne, je ona začela z drugega konca, tak na likalni mizi. Ne. In je problem. In ne znaš majice obleči, jo oblečeš na noge. In imaš zokne na rokah. In velikokrat tu otroci zelo, zelo napeto, agresivno odreagiramo, kadar vidimo pri starših take spremembe. Zato se danes pogovarjamo o tem, da ne bi bilo toliko te nevednosti. Veste, ker naprimer najbolj intelektualni, podkovani ljudje, ne, ki imajo v domovih svoje otroke, svoje starše, pa bi človek včasih pričakoval, da so kakšno knjigo odprli, pa da so si prebrali, kaj se to zdaj dogaja. Ne. Ker če vse ve o biofiziki, presneto pa daj preberi nekaj, kaj se s tvojo mamo dogaja. Ne. Ampak je to preveč boleče. In tisto pa ne gremo, tja pa ne bomo odrezali noter. In potem se velikokrat, ko se pogovarjam z njimi, govorim ravno to. Ne zamerte jim, ker ni nalašč. Vem, da je hudo, vem, da je najbolj tak osebno vzamemo, ne? Ker so to naši starši. Na tem mestu samo še to omenim, z vnuki je drugače. Do vnukov so babice, dediji, kakorkoli so dementni, druga relacija. Čist drugo in tudi vnukinje imajo večjo toleranco do babic, do dedkov, ki so dementni. Mi kot otroci do svojih staršev imamo več napetosti. Ne vem, ena psihiatrinja je rekla, je tudi veliko preteklosti. Ne. V času starševskega staranja, bolezni, demence je veliko prostora tudi, ko še mi veliko pričakujemo od svojih staršev. Še nismo vsega dobili od njih, bi še nekaj rabili od njih. In nimamo te tolerance, zdaj se pa res moram na svoje noge postaviti, ker moj starš mene zdaj rabi. Ne? Ker tu se tudi veliko vloge zamenjajo. Velikokrat tudi starši postanejo v tem simboličnem pomenu otroci in otroci postanemo njihovi starši. Nič kolikokrat so starši ostareli, dementni, rekli svojim otrokom mama, ata. Ker so tudi to samo pove, v katerem času so oni v svojih možganih, v svojih miselnosti, kje oni živijo, v katerem času so. In niso svoje hčere več jemali kot hčere, ampak kot mamo. Ti si moja mama, jaz sem tvoj otrok. To je eni gospe rekel v obrazu. Potem, pomanjkanje motivacije za vodenje gospodinjstva iz istega razloga, to, kar se zdaj skozi pogovarjamo, ne zmorem več, preobremenjena sem, ne znam več. In kadar skozi gre nekaj narobe, pa še pridejo drugi, pa mi skozi govorijo, glej, mama, kako imaš to, glej, nisi posode pomila že 3 dni, a pomivalnega stroja ne znam več klopiti. Potem pa pač poslušaš, ne? Pa pridejo otroci, pa vidijo nered, pa mama je bila vedno redoljubna, zdaj pa ni nič. Vedno nam je spekla pecivo, zdaj več niti na kosilo, niti na pecivo ne pridemo. Ne? Kavo si moramo sami skuhati, ker vedno nekaj čudnega naredi. Ne? In takrat nimajo več motivacije, si mislijo, glej, zveze. Tako to zgleda na zunaj, v bistvu pa je to tudi velika žalost, ker vidiš, da ne moreš več dajati tega, kar si svojim otrokom dajal. Ne? In smo pri naslednji fazi zanemarjanja telesne nege. O tisti peripetija v kopalnici, ko sem vam prej razlagala. Ne samo, da več ne vejo, kje bi začeli, kaj bi uporabljali, kako bi se lotili tega. In to vsako jutro na novo. Zdaj si zamislite, da se vi vsako jutro na novo učite, ne vem, to samo lahko opazuješ, kako se mučijo, vsako jutro na novo. Voda, ja. Voda je za kaj? Bomo se umili, ja. Tako zgleda, ko vodimo starostnika. Kadar je on sam doma, pa se začnejo ti simptomi, boste najkrat navohali, se ni umil, se ni umila.
perilo, kakršnokoli že je vedno bolj umazano. Ne? In potem začnete kritizirati, mama se zanemarja, eno, drugo, tretjo, v bistvu pa gre za to, ker ne obvlada situacije in je tudi izgubila voljo, da bi še sploh kaj raziskovala. Ne? V bistvu pa tudi sporedno rabijo veliko, veliko vodenja. To bomo govorili naprej v naslednji fazi. Socialno vedenje tukaj ne bi veliko, zato ker ko toliko napak narediš, ko te vse posod popravljajo, več ne greš v družbo. Nekaj fajn mi je doma, v svoji kuhinji bom sedela, pa gledala televizijo, če mi bo, tako ne ve točno, kaj se dogaja, ampak televizija laufa. In je problem, ker kamorkoli bom šla, vedno bo nekdo nekaj komentiral. Ali sem se narobe oblekla, ali nimam frizure dovolj urejene, ali sem se preveč našminkala, ali premalo. Potem pa to krilo, pa one hlače, pa to ni v redu. Ne, brez veze. Je bolj varno, da ostanem kar doma. Kdo hoče, bo k meni prišel. Negotovost pri hoji. Z staranjem se pojavijo tudi motnje pri hoji, jasno, ali je to sklepne narave, ali kakorkoli, tudi vrtoglavice so pogoste. In v tem zvezi, ko se vse to dogaja, in dezorientacija, in ne vem točno, zakaj se gre, ne znam si pomagati, depresivna sem, apatična sem, se tudi lahko dogaja to negotovost pri hoji, kar je velikokrat, jaz vedno rečem, starostniki ne padajo vedno, ker so nerodni. Ne. Veliko stvari je notranjega vzroka, tudi možganskega. Ne. Negotovost pri hoji je tudi mišljena v tem smislu, kam sploh grem, ker po poti pozabim, kam sem mislila iti in kam še bi morala iti in kaj sem že hotela. In pri vseh teh dilemah te že v osnovi upade motivacija, da bi sploh kaj počel. Če ste opazili, skozi se vrtimo v tem. Ampak to je vse začetna faza. Ko se še človek zaveda, takrat si še sposoben svoje žalosti, depresije. Ko to napreduje, potem si rešen, se mi zdi v nekem momentu, v tiste srednje demence, srednje faze, prednite res močno že propad možganov. Srednja faza je najboljša v tem smislu, ker meni je vseeno. Drugi so okrog mene fejst jezni, se fejst sekirajo, eni se jezijo, eni se sekirajo. Eni me razumejo, eni me ne razumejo. Ampak tako, ko ti pogledam starostnike, oni pa imajo neko samozavestno fazo. Jaz sem tako, kot sem okej. In v tej fazi bomo prišli do nekaj, kar bi vam rada delila z vami, kako delati s takim starim človekom, kako živeti s temi vsemi zgodbicami in vsemi temi težavami, ki sem jih zdaj naštela. Kadar drugi delamo nekaj za starega človeka, ne pa skupaj z njim, razumete to razliko? Nekaj delati namesto njega, tako kot ta tukaj negovalka, to sliko sem na internetu našla, ona bi lahko to sestavljanko mimogrede sestavila. Samo ni poanta v tem, da jaz sestavim namesto nje. Poanta je, da gospo spodbujam, da enkrat v tistem dnevu mogoče bo kakšen košček primaknila. Delati nekaj z njim, ne pa namesto njega. Samo tako bomo lahko sodelovali in delali z dementnim starostnikom. Vse drugo vodi samo v njihovo odvisnost, nesamostojnost, imeli bomo vedno več fizičnega dela z njimi, oni bojo pa vedno bolj apatično sedeli pa čakali, da se vse zgodi namesto njih. Torej, da bi mi skupaj s tem človekom dementnim našli neko obliko komunikacije, je v teh minulih letih bilo naštudiranih veliko metod. Ljudje so študirali vse mogoče stvari in pristope, kako delati, kako živeti z dementnim starostnikom. Najbolj pomembno pri vsem tem, kako bomo mi delali z dementnim, je naša naravnanost ravno v tem. Preprečevati to popolno odvisnost. Spodbujati njegovo kvaliteto življenja v tem smislu, da bo čim dlje imel občutek, jaz sem okej.
Ker največja bolečina, koliko ste že lahko me poslušali v tem času, da so skozi v konfliktu z okolico, z vsemi, ker nikoli nisem v redu. Vedno me nekdo popravlja, vedno nekdo nekaj me kritizira. Če se malo vživite, pa če kdo nekaj malega tako nam spusti, smo že nervozni, kaj za ni v redu, ne? Pa kak ne vidiš, da je v redu, meni se pa zdi, da je v redu. Če pa se to non-stop dogaja, pa sem 80 let stara, pa vsakič, ko pride hčerka, pa spet na novo, pa vse, glej, mama to, pa ono, pa tisto, verjemite, da ste že čisto zafrustrirani in tak ni pravilno. Ni pravilno. In gremo na validacijo. Validacija je zelo taki učen naziv, v bistvu pa boste videli, je to en taki najbolj, meni se zdi edina logična metoda dela z dementnim starostnikom. To pomeni empatično razumevanje. Empatija je vživeti se v drugega, vživeti se v njega in ga razumeti. In smo rešili. Lahko že zdaj tu zaključimo. Da nam bo malo bolj v pomoč, bomo šli malo bolj na podrobno, kaj je to validacija, vrednota, vrednost. Jaz sem pomembna, vredna, nisem za nič. To je osnovno sporočilo, ki ga s tem obravnavanjem starostnika želimo njemu sporočati. Da takšen kot si, bolan kot si, nisi hudoben, nisi na poti in te bom poskušala razumeti. Rdeča nit vsega tega je tudi, da nikakor ne morete pričakovati, da se bojo dementni starostniki nam prilagajali. V nobeni fazi. Vedno mi se moramo vživljati v njihov moment, v njihov svet in jih tu uloviti. Jaz vedno rečem, jih lovim, v katerem času si. V katerem času si. Ena gospa je tako nemško govorila, jaz nič nemščine ne znam in sem bila malo v stiski, ne, in potem vprašam hčerko, zakaj govori nemško, ne, kaj je bila skozi v Nemčiji, eni so bili v teh taboriščih in od tam imajo travme in se vedno treba pozanimati pri svojcih o njihovih najbolj pomembnih stvarih v življenju. In je rekla, ja, ko je bila 20 let stara, je bila služkinja na Dunaju pri gospe in verjetno je v svoji glavi stara 20 let in doživlja ta čas službovanja kot skrbnica za gospodinjstvo na Dunaju. Pa se ne zavedajo več tega, da ga polomijo, so pa v strahu zaradi tistega. Strah me je brez vzroka. Strah me je tudi zaradi nekih izkušnji iz preteklosti. Imam gospo, ki je iz dahovskega taborišča preživela vse, ampak ko je najhujša demenca, se bori za preživetje. Se boji, da bo izbrana za krematorij. In to je grozljivo. Takrat si res želiš vživeti se in mu pomagati in ga kot otroka v naročje vzeti, da ima občutek, da je varna. To so velike travme. Pomagati sprejeti preteklost in zmanjšati občutek krivde. To pomeni, vsi smo v preteklosti, oni pa sploh pri 70-ih, 80-ih veliko preživeli. Imajo tudi lahko občutke krivde. Nisem to naredila, nisem ono naredila. Nekateri še zdaj v svojih dementnih blodnjah čakajo svoje mladostnike, da pridejo s plesa, ali pa se borijo z alkoholičnim možem, ki jih je celo življenje pretepal. Velike take travme iz preteklosti jih mučijo in takrat oni imajo tudi občutke neke krivde. Nekaj nisem naredila, nekaj še skozi iščejo nekaj. Moram še tisto narediti. Koliko jih ljudi služba mori, še kar vstajajo in grejo v službo, pa so 90 stari. Moram iti, ker me čakajo. Ravno ta frizer, katerega sem prej omenjala, on ima o 5, ko 5 ura mine popoldne, jaz imam stranko za striženje, in sem rekla, gledajte, stranka je odpovedala, rekla, ne, na ti meni govori, je rekel, jaz vem, čuj, to je resen človek, če on rekel o 5, jaz moram iti, komaj, jaz sem že skoraj glavo nastavila, ne postrizi mene, samo da mi ne bi odšel, ker je bil prepričan, da mora iti o 5 in on je človek dolžnosti.
opravili zadeve tako kot treba. Omejiti uporabo pomirjeval z tem ovrednotenjem, da mi starostnika spoštujemo in ovrednotimo takšen, kot si, je v redu. Če oni to čutijo, tako ta gospa, ki je tu objeta, velikokrat ta fizični stik pomaga, da imamo manj zdravil, manj pomirjeval. Če je to oseba, katero ona pozna, je toliko boljše. Če smo mi kot negovalni kader v domovih, oni tudi sprejemajo, zelo radi sprejmejo objem in zibanje kot otroka. To zibanje jih velikokrat umirja, ne? In takrat marsikatero zdravilo odpade. Zmanjšati izključenost in preprečiti prezgodnji umik v svoj svet. To je ta preteklost, o kateri sva se že malo prej omenjala vam, da bi jih čim dlje obdržali tukaj. Tukaj si, pri meni si. Ne? Jaz sem tvoja mama, ti si moja hči, tu sva, midve sva. Ne? Ko začnejo starostniki govoriti o svojih prejšnjih časih, pa šefa iščejo, pa ne vem, ona tajnica ga lomi, glej, otroci so tu, ne vem, učiteljice še skozi predavajo in me kregajo, ker nisem prišla v šolo ob uri in take stvari. Ne? To je že umik, nismo več v stiku. Ne? Po eni strani jim toleriramo to, bodite takšni, kot ste, po drugi strani pa jih skozi za svojo prisotnostjo izzivamo, bodi še malo tu. Ker ko grejo enkrat čisto v svoj svet, potem težko pridemo do njih. Težko pridemo do njih, so sami se vrtijo v tistem svojem krogu raznih blodenj in krivd in strahov. In takrat se res še samo lovimo izza rep, ne? Kje smo zdaj. Ne? To je včasih veliki problem. In ta načela. Vsak človek je edinstven in naj bo tako tudi obravnavan. Mi vsi bi si želeli to celo življenje, kar šele na starost, ko smo nagnjeni k temu, da bomo vedno bolj odvisni. Vsak človek je dragocen, ne glede na to, v kakšni meri je dezorientiran. To se nam vse mogoče samoumevno zdi, ampak takrat, ko delate z dementnimi, ko ste veliko časa v tem svetu, včasih opažamo, pusti ga, ta je dementen, ne razume stvari. Ja, je dementni, ampak je tudi poseben in dragocen. Tu predvsem apelira ta metoda pristopa k nekemu spoštovanju. V kakršnikoli fazi sem že, neko spoštovanje si kot človek zaslužim. Za vedenje dezorientiranih starih ljudi vedno obstaja razlog. In smo spet tam, da mi nikoli ne bomo vedeli, zakaj. Lahko samo sledimo, jih varujemo, da ne bojo se poškodovali, da se ne bojo ogrožali, da ne bojo zmrznili zunaj, da se ne bo karkoli hujšega zgodilo, ampak to, kar njih žene v beg, v iskanje otrok, ne vem, grem v štalo opraviti živino, oni bojo šli, mi jim lahko samo sledimo v tem smislu, oni vejo zakaj, njih žene ta preteklost, njih žene demenca. Zavedenje v starosti ni posledica vedno samo anatomskih sprememb v možganih, ampak tudi vseh ostalih psihičnih, fizičnih, socialnih motenj v celem življenju. To kar pomeni, da nikoli starostnik, jaz vedno se moram znova spomniti, ne? Ko jaz, naprimer v domu, ker delam že 22 let v domu upokojencev, ko jaz dobim človeka v skrb pri 80, 85 letih, pa še kasneje, veliko imamo zelo, zelo starih ljudi, 100-letniki več niso neka atrakcija, se vedno znova opozarjam, ampak ta človek ni bil vedno star 90, ta človek je bil star 20, se je zaljubil, se poročil, imel družino, je delal, je vlagal nekaj v svoje življenje, je imel vrednote, ampak jaz sem ga dobila zdaj samo na koncu. In koliko jaz lahko od njega oziroma od njegovih najbližjih malo poizvem, kako je živel, kaj mu je pomembno, kaj je vrednota bila njemu, toliko lažje ga potem spremljam v starosti
Ali je to starost kot neko upadanje, počasno upadanje nekih fizičnih, ampak mentalnih še funkcij v redu, ali pa je to v demenci, kjer mi je pa še bolj potrebno in pomembno, da vem, kaj je ta človek, kombinacija česa vsega. Ker to vse, njegovo obnašanje, sploh v demenci, ima poseben vzrok.